Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji DM Live. Jaz sem Majda Mlakar in zelo sem vesela, da bomo tudi danes v družbi kar dveh vrhunskih gostov spoznavali super tematiko, ki vam bo pisana na kožo. Upam si to trditi. Vemo, da smo Slovenci znani kot narod, ki rad športa, ki rad aktivno živi, sobiva in današnja tema bo torej namenjena kolesarstvu in prehrani. Prehrana je tista, ki nam lahko pomaga tako pri vzdržljivosti kot tudi zdravju in ne nazadnje tudi pri tem, da lahko pri športu še toliko bolj uživamo. Kot sem že prej omenila, danes sem v družbi dveh čudovitih gostov. Andrej Hauptmann, lepo pozdravljen, športni direktor ekipe UAE Team Emirates, nekdani vrhunski kolesar, tudi trener številnih šampionov, seveda med njimi moramo absolutno izpostaviti Tadeja Pogačarja. Tukaj na drugi strani pa z nami tudi Blaž Debevec, prav tako športni direktor Pogi Team UAE Generali, nekdani kolesar, trenutno pa v vlogi trenerja. Tako je, lep pozdrav. Lep pozdrav, hvala za povabilo v oddajo. Jaz sem res iskreno vesela in verjamem, da ne samo jaz, ampak tudi vsi tisti, ki nas danes spremljajo, da imamo sploh možnost biti v vajni družbi. Vem, da način vajnega življenja in ne nazadnje tudi vajna služba vajo kar pogosto pelje tudi po svetu. Velikokrat spremljata Tadeja in danes res bomo seveda malo želeli tudi povprašati v tej smeri. Torej, govorili bomo o športni prehrani, tudi o športnih energijskih dodatkih, ki nam lahko pomagajo, tudi nam rekreativcem, ne samo profesionalnim športnikom. In pa zdaj malo za šalo, malo za res, upam, da mi bosta, oziroma nam bosta malo tudi namignila, če je mogoče tudi dobra prehrana Tadeja Pogačarja malo vplivala na to, da je res najboljši kolesar na svetu in da posega po tako vrhunskih rezultatih. Ja, seveda. V vrhunskem športu odločajo malenkosti. Se pravi, v zadnjih letih, mislim, da v zadnjih 5 letih je nutricionistika naredila največ korak naprej in v zadnjih letih je res, bom rekel, prehrana vrhunskih športnikov, ne samo Tadeja Pogačarja, bom rekel, izmerjena v milimeter. Za vsak trening je posnet, na vsakem treningu se točno ve, koliko kalorij bo porabil, je porabil. In tako se prilagodi zajtrk pred treningom, seveda vnos na treningu in pa seveda takoj regeneracija po treningu. Mogoče se to ne pozna, bom rekel, na kratki rok, ampak na dolgi rok je pa, bom rekel, ta vnos kvalitetne hrane še kako pomemben. Ja, o tem bo danes tekla beseda, zdaj le pa preden se razgovorimo in preden seveda tudi vi lahko zapišete kakšno vprašanje v našo klepetalnico, na hitro preletim še današnje ugodnosti. Ja, danes smo se še posebej potrudili, najprej 30-kratne točke na vse danes predstavljene izdelke, od torej danes pa do nedelje, ob unovčitvi kuponov, ki vas že čakajo v kupon centru v aplikaciji Moj DM. Prav tako pa ne pozabite, da se v spodnji orodni vrstici ves čas našega pogovora prikazujejo tudi izdelki, o katerih bomo govorili, in če kliknete na izdelek, to pomeni, da ga enostavno pospravite v košarico. Smo vas pa danes pocrkljali tudi z lepimi darili, ja, ker nekaj smo jih pripravili. Seveda del teh daril je v znamenju kolesarstva, glede na to, da imamo tako super gosta, ki sta absolutno povezana s tem športom. Čelada, dres, 5 bidonov na kolo in pa tudi 2 darilna paketa, ki bosta sestavljena z danes predstavljenimi izdelki. Tako da jaz verjamem, da bomo nekoga kar lepo razveselili, izžrebali pa bomo jutri oziroma najkasneje do četrtka, nagrajenci pa boste objavljeni na DM-ovi spletni strani. Zdaj pa res k današnji temi, ki je zanimiva, jaz bom rekla, ne samo za tiste profesionalne športnike, čeprav držim pesti, da nas danes tudi mogoče gleda kakšen od profesionalnih športnikov, pa vendarle, Slovenci smo res znani po tem, da radi rekreiramo, kolesarstvo iz leta v leto bolj priljubljeno, seveda po zaslugi naših izjemnih kolesarjev. Tadej Pogačar pa je tukaj res, se mi zdi, pomagal nekako, da smo šli Slovenci na kolo za zdravo telo, ali kako že pravi tudi ena od naših slovenskih pesmi. Nekaj pa je jasno, v zadnjih desetletjih je dejstvo, da brez prave prehrane ni vrhunskih rezultatov. Ne? Se strinjata s tem, Blaž, bi tudi ti potrdil, recimo, da je temu tako?
Ja, definitivno je temu tako. Sploh zadnje čase v kolesarstvu, predvsem tisto na najvišjem nivoju, gre vedno vse bolj v detajle, kot je že Andrej rekel, ki ima tudi s tem največ izkušenj. In ja, mogoče, kako je pa v tvojih časih bilo, kaj ste pa vi takrat jedli? 20 let nazaj, ne? Kaj bi rekla? Tudi je bilo pomembno, zavedali smo se, ampak ne toliko. Se mi zdi, da tudi v tistih časih smo vedeli, da mora biti kolesar čim bolj lahek pri določeni moči. Zdaj šle pa ta nutricionistika tako naprej, da se vsi točno zavedamo, da je vat na kilogram zelo pomemben. Seveda pa vsaj tako pomembno, ali pa mogoče še bolj, da je vnos energije sproten in da samo, če točno vemo, koliko porabimo in koliko vnašamo, nikoli ne bomo prišli v situacijo, da nam bo v zadnjih kilometrih zmanjkalo energije. A bi rekel, Andrej, da se je recimo v času, ko si ti aktivno gradil svojo, mimogrede, vrhunsko kolesarsko kariero, kaj je bila največja razlika v sami jedi? Recimo, ko pomisliš na jedilnik 20 let nazaj, pa ko pogledaš, recimo, kaj je zdaj je Tadej Pogačar, a je kakšna stvar čist drugače, recimo? Ja, vsi smo približno vedeli, kaj je gorivo, vsi smo vedeli, da v vzdržljivostnih športih je pomemben ogromno vnašati ogljikovih hidratov, ampak zanimivo, takrat nutricionistov sploh ni bilo. Zdaj jaz ne poznam nobenega športa, kjer ne bi nutricionisti igrali pomembne vloge. In če takrat tega ni bilo, je zdaj res športna prehrana, bom rekel, tista, vsaj tako pomembna kot trening. Vsaka stvar odloča in vse je prepleten. Se pravi, če hočeš narediti kvaliteten trening, moraš imeti dosti goriva, po kvalitetnem treningu moraš imeti primeren vnos takoj, da se lahko spočiješ, da se lahko pripraviš na naslednji napor, na naslednjo tekmo, na službo za nas, bom rekel, rekreativce. Tudi mi bomo danes poznali kar nekaj vrhunskih športnih prehranskih izdelkov, ki nam lahko pomagajo tako pred, med in tudi po treningu. Ampak zdaj, kar me zanima, mogoče bo to izpadlo malo smešno, ampak kaj recimo je Tadej? Kaj je Tadej pred, med in po treningi? Ali obstaja mogoče kakšen jedilnik, ki mu je še posebej všeč, ali v resnici on pri tem nima nobene besede in pač je glede na program, ki ste mu ga pripravili v ekipi? Ja, seveda, sploh, bom rekel, na davnih 3-tedenskih dirkah, ne samo Tadej, vsi kolesarji, ko je potrebno vnašati ogromno ogljikovih hidratov, ogromno, in ko si utrujen, ni vedno najlažji. In seveda, če šef pripravi nekaj kvalitetnega, nekaj okusnega, nekaj, da lepo zgleda, bojo tudi športniki lahko vnesli to vase. Seveda pa to, bom rekel, normalna, uravnovešena hrana, kvalitetna hrana, tako kot jemo mi, nič posebenega, mogoče samo veliko bolj je vse izračunan, veliko bolj podrobno, vsi se izogibajo, bom rekel, nepotrebnim maščobam, nepotrebno, bom rekel, da je prehrana kar se da enostavna, da so obroki enostavni, da so lahko prebavljivi, da se telo ne trudi še ob naporu s tem, da ne porabi preveč energije s prebavo hrane. Tako da, bom rekel, ogromno ene pozornosti, ogromno enih priprav, ampak res čisto nič posebenega. Ampak če recimo rečeva, kako bi izgledal en njegov tipičen obrok? Ne vem, a je to riž, a so to testenine, kakšna omaka je čez, recimo, ne vem. Mogoče zjutraj, mogoče jajčna omleta, pred težko etapo. Potem seveda, če je časa dovolj, vsaj tam 3 ure pa pol do maksimalno 4 ure pred štartom, kar dost glede na, bom rekel, zahtevnost etape, glede na predvideno zahtevnost etape, profil proge, seveda tudi vnos hidratov, potem pred samim štartom mogoče še nekaj lažjega in pa seveda,
ko zagotovimo, da so vsi športniki hidrirani, da imajo do polne glikogenske zaloge, da so pripravljeni na štart, je seveda treba sploh na tistih daljših etapah skozi vnašati hrano, da v zaključku etape ni primanjkljaja in pa predvsem to, da po etapi se spet takoj zaužije, takoj, ko se pride v cilj, tisto okno priložnosti, ki ga verjetno vsi poznamo, je treba takoj zaužiti, bom rekel, mešanico hidratov, proteinov, da se takoj začne obnova, ker se treba zavedati, da sploh na tistih daljših tekmovanjih je regeneracija še kako pomembna in prehrana v tem igra poglavitno vlogo. Prehrana je v bistvu naše gorivo. To mislim, da s tem se lahko tukaj strinjamo in pomembno je, kaj vnašamo vase, sploh, če se zraven ukvarjamo še aktivno športom, pa je recimo dobro, da si občasno pomagamo, sploh ob kakšnih večjih fizičnih naporih, recimo, če smo se odločili danes, bomo pa mogoče prekolesarili 50 ali pa 100 km več kot sicer, takrat je recimo smiselno, da si človek mogoče pomaga tudi s kakšnim energijskim napitkom. Kako je pa recimo v profesionalnem kolesarstvu recimo energijski shot napitki? Kako je to pri vas pogosto? Kdaj se uporabljajo? Shot napitki so taka super zadeva, mehni so, komot jih damo v žep dresa, da so z nami takrat, ko jih najbolj rabimo, da nam dajo tisti dodatno energijo. Vsebujejo pa sladkor, glavno gorivo za kolesarje. Ta sladkor se potem prilagaja glede na intenzivnost, pa glede na dolžino obremenitve, koliko na uro ga zaužijemo. Tako da v bistvu vse se vrti nekako okoli sladkorja v kolesarstvu. Je pa noter tudi kofein, ker je pa super zadeva, da takrat, ko mogoče nam že malo primanjkuje energije, da nas poživi in s tem lahko še tisti dodaten plus. Naj povem, v napitku Named Sport, energijskem napitku, ki je tukaj pred nami, je, kot si tudi ti omenil, kofein, je guarana, taurin in vitamin C ter B12. Ampak to se pravi, kdaj bi ga profesionalni kolesar zaužil takle shot energijski? Pred najvišjim klancem mogoče, oziroma najbolj strmim klancem? Pri kofeinu v bistvu tak kick, ki nam da, oziroma ta sunek energije, bi lahko rekel. Jaz bi ga najbolj svetoval nekako v tistih zaključni fazi dirke oziroma maratona. Takrat, ko pač nam že primanjkuje energije, telo postane utrujeno, tudi možgani nam že malo govorijo, da je treba malo zmanjšati obremenitev, s tem pa v bistvu, ko pa zaužijemo kofein, pa dobimo to dodatno energijo, tako da jaz bi svetoval v zaključku neke dirke oziroma težke vožnje, lik zato, ker problem je potem, ko kofein popusti, padec, pa je zelo strm padec performansa in točno z tega razloga bi svetoval bolj v zaključku neke dirke oziroma maratona. Nekje sem zasledila, da je veliko kolesarjev tudi kavoljubcev, prav povezano v bistvu s tem kofeinom, ki si ga zdaj tudi omenjal, da je recimo pozitiven v določenih delih dirke. Tako, zanimivo je pa to, da manj, ko smo navajeni na kofein, večji bo potem ta večji učinek bo. Tako da včasih se kolesarji tudi pred neko dirko mogoče malo zmanjšajo tiste kavice čez dan, da lahko pa na dirki ta učinek večji. Moramo pa vseeno na kofein biti navajeni, ker če ga nismo, isto kot pri sladkorju, pri gelih, pri vseh ostalih zadevah, če nismo na njih navajeni, lahko nam pa na dirki povzroča kakšne prebavne motnje, tako da take zadeve je potrebno testirati tudi na treningu. Andrej, mogoče prej sva že malo tudi o hidraciji. Kako pomembno je, da recimo en tak energijski shot napitek kombiniramo tudi z zadostno mero hidracije, recimo? Seveda, sploh pri tistih, bom rekel, daljših intenzivnostih, daljših, bom rekel, tudi če je rekreativna, je zelo pomembno, da si primerno hidriran, ker sploh kofein, kadar je vroče, kadar si na koncu svojimi moči, če nisi hidriran, lahko pride tudi do krčev. Tako da hidracija je, mislim, da tista zelo pomembna, se pravi, izotonični napitki, ki imajo podobno sestavino, kot je sestava znojenja, nekako, se pravi, pri znojenju izgubimo ogromno tekočine in je temu primeren vnos
izotonika nekako nadomesti in ostanemo v ravnovesju. To je zelo pomembno, sploh bom rekel pri tistih res daljših, ki so bom rekel daljši od ure pa pol intenzivnosti, je res potreben vnos. Zdaj naslednji izdelek je pa gel, ne? To sem tudi že prej slišala, da sta omenjala in gel Ethic Sport, energijsko prehransko dopolnilo Energija Rapida, Profesional Cola. Imam, zdaj boste videli malo mogoče povedala, kaj to sploh pomeni. 30 gramov ogljikovih hidratov, tudi kofein je notri, a ne? In zdaj, kako ta kombinacija pomaga recimo pri ohranjanju energije na več urni dirki ali pa mogoče na Tour de France? Ja, 30 gramov je, bom rekel, taka količina, ker jo lahko kontroliraš, tudi velika večina ploščic ima 30 gramov hidratov in nekako lahko izračunaš, koliko si potem zaužil hidratov, koliko si porabil. Seveda, če ima kofein, obstajajo tudi geli brez kofeina, se pravi, če je dolgotrajen napor, bi jaz po prvi, na prvi polovici intenzivnosti, pa bom rekel treninga, tekmovanja, bolj, bom rekel, brezkofeinske gele, ploščice, potem bi se posluževal, bom rekel, tako kot je pa Blaž prej povedal, tisto zadnjo uro, ko pride res glaven napor, pa ko smo na, bom rekel, ko se težko zmotiviramo, ker se težko tudi v bistvu obremenimo, takrat pa mogoče bi ta kofeinski gel te spet zbudil in pomagal, da doseže svoj maksimum. Mogoče še to embalaža je tudi zelo pomembno, kako je zasnovana. Ne? Mogoče sploh, ko govorimo o dirkah, zdaj seveda, če smo mi rekreativni športniki, pa mogoče tekmujemo sami sabo ali pa s prijateljem, ki ga imamo poleg, to ni tako zelo pomembno ali pač, ne, ni to zelo tekmovalni, ampak na dirkah pa res šteje vsaka sekunda. Ne? In tudi to, kako recimo odpremo en tak napitek oziroma recimo gel je nekaj, kar lahko odloča na koncu, celo o zmagi. Tako je, no. Sem opazil, da ta gel ima res super embalažo, ker pri tem kročku oziroma tej plastiki, ki se v bistvu odtrga oziroma kolesarji to, kar odgriznemo največkrat z zobmi, ostane torej v stiku s preostalo embalažo in tega dela plastike, ta del plastike ne konča na tleh, ker to včasih pogrešam pri kakšnih gelih, da tega nimajo. Tako da s tem naredimo kar veliko za okolje, plus to, da pač omogoča, da lažje pač pojemo gel in več, ko držimo balanco z obema rokama, boljše. Tako, za tiste, za nas rekreativne kolesarje, se pa mi lahko ustavimo, kolesarski dres ima žepe, ko zaužijemo gel, ga spravimo v žep do prve postojanke, do prvega koša za smeti in ga lepo odvržemo, nima nobene odvečne teže. Če celega spijemo, se tudi ne bomo od sladkorja. Mogoče še kakšna bistvena razlika med energijskimi napitki in geli? Malo sta že omenila, malo sta že razložila v tej smeri, ampak vi da mogoče preferirata kaj? Ali odvisno zdaj spet v katerem delu vzamemo kaj? Zdaj v bistvu tudi v teh praških energijskih oziroma izotoničnih napitkih je vedno več sladkorja noter, predvsem za dirke je to fajn, ker če imamo gela, vseeno se moramo stegniti nazaj v žep in to pojesti, sploh na dirkah, ker je, če ga leti, plus to, če še kakšno slabo vreme, je to še toliko težje, je veliko lažje se stegniti po bidon in to spiti kot vzeti gel, ampak je pa fajn v bistvu kombinacija obojega. Ja, tudi, bom rekel, pri tistih vrhunskih športnikih, kjer je na uro treba vnašati ogromno hrane in je v bistvu kombinacija gela, ploščic in pa seveda hidratov v bidonih, v flaškah kolesarskih. V bistvu kombinacija vsega je rezultat tega, da lahko dosežeš tisti prepotreben vnos. Seveda pa takrat, kadar je vroče ali pa fejst mrzlo, je težko sesti res v žep in je mogoče najlažje to narediti tako, da je v kombinaciji z vodo in gre lažje. Telo pa ne ve. Važno je, da pride
čim prej v telo. Andrej, a se kdaj zgodi, da je tedaj toliko notri v vožnji, da recimo pozabi, ne? Pa da ga morate vi spomniti, no zdaj pa tedaj je že pa res čas, da ne vem, poješ kakšen gel, da mogoče malo spiješ, ali kar vesten pri teh stvareh? Vsi vrhunski športniki, zdaj je prišlo, se pravi, tako daleč, da točno vejo, koliko je pomemben ta vnos na uro. Ne samo pri vrhunskih športnikih, mogoče še bolj pri nas, tistih, ki smo manj natrenirani. Večkrat pa jaz to, ker imamo radijske veze, omenjam, ampak jaz bolj zaradi tega, da bom jaz miren, da sem pomirjen, da sem naredil vse za to, da ne bi prišlo do kakšnega manka. Mislim, da kdaj se je to naredilo v preteklosti, da je kakšnemu športniku zmanjkalo na koncu energije, ampak zdaj tega skoraj ni več. Super, kar pomeni, da res spet potrjujemo, da je prava prehrana, prava športna prehrana zdaj res postala že pravzaprav tako zelo pomembna, kot so pomembni tudi treningi, način treningov in pač intenziteta. Zdaj, kaj pa jesti in piti pred, med in po treningu? Obstaja kakšno pravilo, obstaja kakšen recept ali je to v bistvu zelo pogojeno od človeka do človeka? Ja, jaz mislim, da je najbolj važen, vsak mora vedeti, kaj komu paše, koliko intenziven bo trening, s tem tudi koliko težek ali pa kaloričen bo zajtrk. Predvsem je važno, da veš, da si nekaj pojedel, kar boš lahko prebavil, da si vzel pravočasno, da si pojedel obrok pravočasno, da boš na treningu lahko brez problema intenzivno treniral, da boš med samim treningom dodajal, da takoj, ko se konča trening, poskrbiš za takojšen vnos, ker samo ta takojšen vnos s takojšnjim vnosom hrane lahko dosežemo kar se da hitro regeneracijo, mogoče ne samo za današnji dan, ampak za naslednji dan, pa sploh za naprej. Tako da to je zelo pomembno in pa seveda potem zvečer spet primerno količini treninga in pa intenzivnosti treninga tudi bogat obrok. Blaž, mogoče kdaj je recimo za kolesarje najbolj pomembno, da zaužijejo beljakovine? Bi rekel, mislim, predvsem gre tukaj za regeneracijo in rast mišic. Kdaj jih najbolj potrebujete? V katerem delu vašega trening dneva? Na beljakovine smo kolesarji predvsem pozorni v tistem obdobju sezone, ko treniramo zelo veliko v fitnessu, to je ponavadi po zimi. So pa beljakovine v bistvu ključnega pomena tudi takoj po neki aktivnosti, a ne sploh, če nimamo takoj dostopa do nekega konkretnega obroka, da ne moramo takoj nekih makaronov pojesti. Recimo z mojimi fanti to zelo veliko prakticiramo na kakšnih etapnih dirkah, ker ne moremo biti takoj na večerji, oziroma včasih imamo tudi 2 etape v enem dnevu in da lahko v bistvu takoj po končani prvi etapi kolesarju damo nekaj, se pravi v obliki praška, ki ga zmešamo z vodo, da kolesar to zaužije, da se regeneracija v bistvu začne čim prej, kot se lahko. Ampak ja, seveda pa v kombinaciji z neko normalno prehrano. Preden nadaljujemo, samo še tole, pred nami tudi tukaj zdaj visoko beljakovinski koncentrat v prahu, proteini.si. To je torej ena od tistih hitrih stvari, ki jih imamo lahko pri roki, kadar res potrebujemo proteine tukaj in zdaj. Vsebuje 100% naravne beljakovine, en odmerek 30 gramov, torej priložena je tudi merica oziroma ena vrečka, je torej 30 gramov. Dodamo nekje med 150 do 200 ml vode, lahko tudi mleko, pijača po izbiri, skratka tisto, kar vam bo najbolj prijalo, med 25-30 sekund potresemo in potem spijemo. Zdaj, kaj pa se lahko zgodi, če pa beljakovin v telesu ni dovolj? A to mi kako občutimo? A je, ne vem, zdaj vemo, ponavadi pravijo, če ni dovolj magnezija, so recimo krči ali pa kalcija. Ampak kaj pa se zgodi, če pa ni dovolj beljakovin? Kje jaz to vidim, recimo? Jaz to največ kot opažam pri kakšnih mladih kolesarjih, ki so mogoče malo zbični, kar se prehrane tiče. Oni se kakšnih dodatkov sicer še ne poslužujejo, ampak ja, recimo enega fanta imamo, ki mogoče ne mara tokrat mesa in se vidi, da mu manjka beljakovin in zaradi tega tak
kako bi rekel, po domač povedan švohcan, ker je za kolesarja sicer v redu, da je pač suh, malo bolj vitke postave, ampak ja, pri nekih eksplozivnih naporih se pa pozna, da mu to manjka, no, tako da to je zdaj glavni cilj, da se ga nauči pravilno jesti, da tudi če mogoče mu kdaj kakšna stvar ni všeč, da pa če hočeš biti kolesar, moraš vse jesti, da če hočeš biti dober. Jaz mislim, da za vsakega, in rekreativnega športnika, in kolesarja, in kjergakoli, v bistvu glede na intenzivnost, glede na napor, je treba jesti uravnoteženo prehrano in poskrbeti, da po vsakem naporu poskrbimo za regeneracijo. Zdaj vsi mladi imajo telefone v roki in jaz mislim, da vsak, če vprašaš Google, hitro lahko dobiš odgovor, kaj ob določeni intenzivnosti je potrebno in seveda tako ugljikohidrate kot proteine je potrebno vnašati. To je najbolj pomembno, no? Zdaj jaz moram povedati, da med to našo debato je seveda aktivna tudi klepetalnica, kjer je danes zelo živahno, predvsem po vajini zaslugi, tako da očitno smo res izbrali prava gosta. Andrej, mogoče eno vprašanje zate, preden nadaljujeva. Majo zanima, kako poteka dan športnega direktorja? Kako se prehranjuje? Mislim, da Maja ni mislila čisto tega, ampak lahko pa slišimo tudi to, bo zagotovo zanimivo. Ja, predvsem glede na to, da sedim v avtu, pa da tudi kljub temu, da je ogromno enega stresa, da je ogromno na enih stvari, ki ne moreš vplivati in si zaradi tega pod stresom, kljub temu ne porabiš ne vem kako kalorij, vnos pa ob stresu je, bom rekel, toliko velik, kakor pa od kolesarjev. Bo zdaj obdobje, da bom nekako spet malo bolj aktiven in da bom probal biti malo bolj fit. Ampak tako, no, nekako verjetno vas je gledalko, poslušalko zanimalo, kakšen je moj delovnik. Ja, nekako je od zjutraj do zvečer, se pravi na kakšnem Tour de Franceu, zjutraj od 7 do 11 zvečer. Moje delo kot športnega direktorja, če sem kot prvi športni direktor, naj povem, da nas je na Tour de Franceu, smo 4 športni direktorji, eden se ukvarja bolj z logistiko, ker je nekako tudi do 50 ljudi, nekako okoli cele ekipe. Prvi športni direktor naredi nekak sestank, bom rekel, taktični sestank pred samim štartom, pove po posebnosti proge, kje je ozko, kje je kakšna slaba cesta. Vod je na vezi s kolesarji med samo dirko, mogoče takrat, ko pride do kakšnih nepredvidljivih situacij, ki smo jih na sestanku mogoče razdelali, ampak vedno prije nekaj takega se je treba v trenutku nekaj odločiti. Potem po cilju, kdaj treba narediti kakšen intervju, včasih prijeten, včasih malo manj, narediti briefing s kolesarji, zvečer narediti še mogoče sestanek po masaži z vsakim kolesarjem posebej, usmerjati nekak stav, biti skozi v povezavi z nutricionistom, doktorjem, mehaniki, maserji in dobiti vse informacije, da nekako to zdržuješ. Tako da nekako vse pa kar nekaj dela je. Bi človek rekel, da ja. Še vedno pa jaz mislim, da smo vsi tam zato, da podpiramo kolesarje, ker na koncu kolesarji naredijo rezultat. Če sem jaz na dirki, zmagajo, če je kakšen drug na dirki, tudi zmagajo ali pa so dobri, tako da... Delate pa za isti cilj, ne? Delate pa za isti cilj. Cela ekipa in v bistvu vsak član ekipe nekako da mozaik k temu doprinosu rezultata. Samo na hitro, mogoče še to, kar ste rekli, da se športni direktorji tudi na sami dirki menjajo. Koliko zelo recimo je Tadeju pomembno, ko zasliši prav vaš glas, tudi vidva lahko komunicirata v slovenščini, konec dneva, a njemu je to mogoče v tistem danem momentu še, bom rekla, dodatna pomoč ali pa en ta občutek domačnosti, ki te pomiri? To bi mogel Tadeja vprašati, mogoče ga mora. Tako bom rekel, vsi v ekipi, nas je športnih direktorov, nas je 10 v ekipi, nekako
vsak je neki, se pravi, vsi se rotiramo, da smo vsi z različnimi kolesarji tekom sezone in jaz mislim, da je to nekaj primernega in mislim, da to ni pika na i. Tako da verjamem, da tedaj ne čutim bene razlike, kjerkoli športen direktor je na dirki. Zdaj pa bomo se, hvala seveda za vsa vaša vprašanja. Jih je še ogromno, na kakšnega še odgovorimo, ampak vendarle, če gremo zdaj mogoče malo nazaj k temi športni prehrani, športnim dodatkom, kako se kolesari najlažje izognejo utrujenosti in krčem? Krči vemo, da so res tista zoprna stvar, ki lahko tudi prekine tekmo, ne? Tako je, krči so taka kar kompleksna stvar, tudi znanstveniki se še ukvarjajo s tem, kako jih preprečiti, zakaj nastanejo, zdaj, ker so ugotovili to, da nastanejo zaradi neke preobremenitve, torej če telo ni navajeno na ta napor, ki ga doživi recimo med dirko kolesar, to je ena stvar, druga stvar je pomanjkanje elektrolitov, torej dehidracija in pomanjkanje soli in pa tudi visoka temperatura vpliva na vse to, ampak dejstvo pa je, da kolesarji lahko naredimo, kar lahko naredimo, torej na temperaturo zunaj lih ne moremo vplivati, lahko pa poskrbimo za primerno hidracijo, primerno prehrano na kolesu in pa na to, da če se pripravljamo za nek dogodek, da temu primerno tudi namenimo dovolj časa treningu in posledično tudi regeneraciji. Imate mogoče kakšen preizkušen nasvet, kdaj med vožnjo piti vodo oziroma izotonični napitek? Ja, seveda. Jaz mislim, da je treba začeti že kar tako zgodaj, sploh naprimer, če je napor pol urce, 40 minut, niti ni to tako pomembno. Čim pa je kolesarjenje dolgo 2 ure, 2 ure pa pol, 3 ure, sploh v tistih, bom rekel, malo bolj intenzivno, mogoče sploh vsi se zavedamo, koliko pomembna je hidracija ali pa, bom rekel, vnos izotonika, takrat, kadar je vroče, ker se veliko znojimo, vidimo, da se znojimo, ampak znojimo se tudi zdajle jeseni, znojimo se tudi po zimi in predvsem takrat ne smemo pozabiti, ker nimamo občutka, da nam primanjkuje tekočine. Bom rekel, od tistih po 1 uri pa daljših intenzivnostih je treba biti zelo pozoren s hidracijo, ker čim smo dehidrirani, pade performance, pripravljenost in tega si pa ne želimo. No, eden izmed izdelkov, ki ga danes dobite s 30-kratnimi točkami oziroma vse tja do nedelje, je tudi torej izdelek, ki je zdajle pred nami, izotonični napitek Sportness Instant. Okus rdeče pomaranče, vsebuje magnezij in vitamin C. Skratka, zelo enostavno za uporabo, zmešamo ga z vodo, na embalaži pa tudi najdete priporočljive količine, torej vse je jasno, tukaj le zadaj, torej seveda opis, kjer si boste lahko točno prebrali, koliko zmešati za vaš tip športne aktivnosti. Zdaj pa mogoče še zadnji izdelek, ki nas bo napeljal malo tudi nazaj na temo prehrane in predvsem na temo tiste, če si zdaj predstavljamo to prehransko piramido, ta delček, o katerem bomo zdaj govorili, je čisto kar na vrhu, torej o maščobah bo tekla beseda, ampak bomo rekli o tistih zdravih. Zdaj že vemo, da imamo slabe, imamo dobre maščobe in del maščob je absolutno tudi pomemben in je prav, da ga zaužijemo. Eno obdobje je veljalo tako, samo ne maščobe, pa tu ni res. Tudi en del teh zdravih maščob je zelo potreben tudi pri samem kolesarstvu. Ja, seveda, bom rekel, te zdrave maščobe, kakor jim pravimo zdaj, midva nisva nutricionista, nisva poznavalca, seveda pa se pa zavedava, kako pomembno je uravnotežena prehrana in seveda vnos nenasičenih maščob je še kako pomemben in ga je treba nekako vključiti v vsak dan. Blaž, vem, da ti si mojster priprave ne samo zdravih, ampak tudi okusnih obrokov, tako da imam zdaj zate en izziv. V bistvu me zanima, tukaj pred nami je Sportness beljakovinski namaz s pistacijo. Vidva ste tudi na nek način malo z Dubajem povezana, vemo, da s tem je v bistvu prišel ta trend pistacije in imaš kakšno idejo, kako pripraviti ne samo okusen, ampak tudi zdrav prigrizek, da bo vse v bistvu dobro in za naše brbončice in hkrati tudi za naše telo. Kako bi uporabil tale pistacijev namaz?
Je tako, kot si rekla, no, pistacija v zadnjem letu se mi zdi, da res obnorela svetno. Kako bi jaz tole uporabil? Ja, recimo za neko tako malco na hitro, tudi mogoče vmes med službo, je super zadeva, da jo namažeš recimo na kakšen polnozrnat toast, če daš gor še kakšen kolešček banane, imaš v bistvu tak že kar nasiten obrok, se pravi imaš in ogljikove hidrate in zdrave maščobe, noter tudi beljakovine, tako da v bistvu zajameš to vse. Zdaj pa ja, če imamo pa nekako malo več časa za kakšen bolj konkreten obrok ali pa recimo v primeru za zajtrk, je pa super, da se da to zadevo recimo v kakšno ovseno kašo, da se še malo popestri, ker ni pistacija lih taka stvar, ker jo načeloma daješ v ovseno kašo, ampak je v takem priročnem agregatnem stanju, bi rekel, da jo lahko na simpel način noter daš in ja, mislim, da je to zelo okusno. Ma tudi sicer Tadej Pogačar kakšne posebne oreščke, ima kakšno v tej smeri željo, recimo? Zdaj ste me pa dobro. Ne bi vedel, ne bi vedel, ampak že kot v mladinskih kategorijah, ki smo ga imeli, pa kot poznamo njegovo mamo, njegove starše, vem, da so poskrbeli, da je bila njegova prehrana vedno uravnotežena, pestra in da so zmer posvečali veliko temu, zdravi prehrani. Tako, ki je ne nazadnje naložba v nas same, pa zdaj, a se ukvarjamo s profesionalnim ali pa samo rekreativnim športom, v vsakem primeru je dobro, da poskrbimo, da tudi na ta način telo primerno podpremo in mu na nek način tudi pomagamo s tem, ne? Točno tako. Ja. Zelo zanimiva debata, lahko bi jo še nadaljevali. Hvala vam res še enkrat, ker ste si vzela čas. Vem, da to pri vajnih urnikih ni tako zelo enostavno, tako da si to štejemo en tak velik privilegij. Pred koncem pa mogoče še eno povabilo na dogodek s klanca v klanc. Zgodil se bo to nedeljo in ja, lepo vabljeni pod Krvavec, kjer bo tudi DM-ova stojnica. Oglasite se pri nas, da si podamo roko, da se malo pogovorimo oziroma da tudi kaj izveste novega v naši ponudbi. Tako da bomo veseli vašega obiska, tako kot smo bili danes veseli tudi vajnega obiska v našem DM-ovem studiu. Hvala res še enkrat, prenesite vse lepe pozdrave tudi Tadeju Pogačarju, navijamo za njega in se že veselimo novih uspehov z njegove strani. Hvala lepa. Hvala za povabilo, seveda bova prenesla. Tako, draga družba, pa seveda tudi vam za vašo prisotnost. Držim pesti, da se boste znašli mogoče med temi nagrajenci, ki bodo jutri oziroma pojutrišnjem izžrebani in objavljeni na naši spletni strani. Do nedelje imate še možnost izkoristiti kupone in 30-kratne točke na danes predstavljene izdelke. Sicer pa vas povabim že kar ogledu naslednje oddaje 12. oktobra oziroma 21. oktobra, ko bomo odpirali, malo bo že zadišalo po decembru, adventni koledar. Več njih, adventne koledarje, tako da to bo spet ena pestra dogodivščina iz DM sveta. Bodite z nami in vse lepo.